Beremo skupaj razdelek o gospodarju in hlapcu. Eno od najbolj slavnih in največkrat interpretiranih mest v zgodovini Hegelove misli in filozofije nasploh. Vprašanje, ki si ga zastavljamo, je preprosto, celo naivno. Kaj je torej Hegel hotel povedati? Zakaj sploh gre pri gospodarju in hlapcu? Naloga je enostavna. Poskusimo rekonstruirati Hegelov argument v njegovi surovi logični obliki. Na neposredni ravni lahko rečemo, da Hegel opisuje specifičen model samozavedanja. Samozavedanje je nazadnje tudi naslov poglavja, znotraj katerega razdelek nastopa, ki ga poznamo pod imenom dialektika gospodarja in hlapca in njegovo notranjo protislovnost. Hegel ponudi tudi pozitivno razrešitev tega protislovja, četudi ne na mestu, kjer bi to pričakovali. Se pravi, ne znotraj poglavja o samozavedanju, ampak znotraj poglavja o duhu, natančneje v razdelku o delujoči in presojajoči zavesti. Poglejmo najprej, kako Hegel definira pojem samozavedanja na najbolj rudimentarni ravni. Samozavedanje označuje specifičen karakter mišljenja, za katerega je značilno, da je do svojega predmeta v razmerju refleksivnosti, Kant bi rekel spontaneitet, in ne receptivnosti, da torej predmet obravnava kot produkt lastne vzročnosti, kot lastno določilo. Kaj to pomeni? Ideja je ta, da svet empiričnih reči, predmetnost kot taka, denimo tale stol, za katerim sedim tu in zdaj, ni nikoli nekaj zgolj danega, faktičnega, kar bi neposredno od zunaj s svojimi določili, denimo z materialom, trdoto, odpornostjo, aficiralo v mojo misel, temveč je nekaj mišljenju notranjega, inteligibilnega. V duhu nemškega idealizma faktičnost, svet dejstev je produkt miselnih kategorij in je vedno že vpeta v dejavnost inteligence. Rekli smo, da samozavedanje označuje tip mišljenja, ki se od drugih razlikuje po svoji logični formi, po odnosu, v katerem mora mišljenje biti s predmetom, zato, da bi lahko pridobilo vednost o njem in da je ta odnos refleksiven. Če se torej samozavedanju vsak predmet, v odnosu do katerega je, nujno kaže kot manifestacija njegove lastne dejavnosti, ali lahko sploh še govorimo o predmetnosti? Povedano drugače, če je predmetnost, ki jo samozavedno mišljenje apropriira vase, vedno že njegova lastna predmetnost, mar s tem ne postavlja samega sebe na laž? Ali ne gre potemtakem za akt lastnega samoizničenja, kar nazadnje implicira njegovo protislovnost in praznost? Gospodar in hlapec nastopa kot Gegen model, kot protipol orisanega modela samozavedanja, znotraj katerega je to protislovje že razrešeno. Še enkrat, protislovje samozavedanja se stoji v tem, da od predmetnosti, ki je njegova lastna, abstrahira vsakršno določnost in s tem tudi samo postane nekaj nedoločnega. Iz tega sledi, da nujno potrebuje proces opredmetenja, s katerim bi razrešilo lastno protislovno strukturo, dobesedno izstopilo iz sebe, aus sich kommen, kot pravi Hegel. Vzpostavitev stabilnega odnosa do predmetnosti, preboj do surove realnosti, kakršna je, nastopa torej kot razrešitev protislovja samozavedanja in ne kot njegov element. Problem torej ni v tem, kako lahko čista misel referira na realnost, na zunanji svet empiričnih dejstev, pač pa ali je mišljenje, ki je po svojem bistvu samozavedno, za katerega je torej empirični svet vedno že produkt njegovih lastnih kategorij, njega samega, sploh lahko nekaj določnega in ne čisti nič.
Hegel razreši problem na ta način, da podvoji strukturo samozavedanja v njegovi enotnosti, Verdopplung in seine Einheit, da vanj vnese moment asimetričnosti, nesovpadanja. Na ta način dobimo strukturo samozavedanja, ki je logično nehomogena, sama v sebi netransparentna in razpade na dva momenta, od katerega je eden samostojen, drugi pa nesamostojen. Dialektiko gospodarja in hlapca. Gospodar je samostojna plat samozavedanja, ki označuje refleksijsko dejavnost mišljenja, čistega proizvajanja misli zaradi misli same. Svoj obstoj realizira skozi izničenje kakršnekoli forme predmetnosti in torej ravno navezanosti na goli obstoj, življenje nasploh. Hlapec pa po drugi strani predstavlja strukturno plat samozavedanja, ki je v neposrednem odnosu do predmetnosti in je torej nujno vezana na formo udejanjenja v svetu. Z eno besedo, gospodar misli, hlapec dela. Gospodar označuje čisto strukturo mišljenja, ki je v sebi popolnoma transparentna, a ne dejavna, medtem ko hlapec označuje mišljenje, ki je vedno že določeno s konkretnostjo, sivim vsakdanom, znotraj katerega vznika in se torej verificira skozi delovanje in praktične učinke, ki jih ima v svetu. Ker v svoji genezi vključuje moment določnosti, obstoja, hlapčevsko mišljenje ni v pojmovnem smislu inferiorno v razmerju do samostojne plati samozavedanja. Ravno obratno, hlapec, nesamostojna plat, samozavedanja se je vzpostavila kot moment asimetrije in torej razrešitve protislovja čistega samozavedanja. Gospodar se cikla v neskončnih krogih refleksijskega mišljenja, medtem ko je hlapec tisti, ki prekine ta prazen krogotok misli in ji da določnost in obstoj. Šele s tem nazadnje iz misli naredi resnično misel. Znotraj te kompleksne strukture samozavedanja se oba momenta, gospodar in hlapec, vzajemno pogojujeta. Zato Hegel govori o dialektični strukturi, natančneje o gibanju vzajemnega pripoznavanja. Za ilustracijo, če hočemo misliti čisto, si moramo zamazati roke in narediti dejanje. Nazadnje pripoznati tudi, da čista misel nikoli ni in ne more biti povsem čista, saj jo določa serija naključnih okoliščin, ki jih ravno ni mogoče v celoti utemeljiti z razlogi v redu čistega mišljenja. In obratno, zato, da nismo zgolj avtomati, ki delujejo, ne da bi vedeli natanko čemu in zakaj, potrebujemo refleksijsko dejavnost mišljenja. Povzemimo, moment čiste, samorefleksijske dejavnosti mišljenja in njegovo udejanjenje v svetu sta dve plati enega in istega gibanja samozavedanja, ki je po svoji zasnovi dinamično, procesualno, dialektično, če hočete. Če tudi z vnosom momenta asimetrije, hlapca, Hegel razreši protislovje strukture samozavedanja, mišljenje končno pridobi določnost. Problem je zdaj v tem, da to vemo zgolj mi, bralci Hegla, medtem ko se čistemu samozavedanju moment hlapca kaže kot moment asimetrije, ki ga mora, pač po nujnosti lastne logične strukture, inkorporirati v svojo refleksijsko dejavnost. Kdaj se torej zgodi uspešno prepoznanje? Oziroma, kdaj je mogoče govoriti o simetriji med obema momentoma? Odgovor na to vprašanje najdemo v razdelku o delujoči in presojajoči zavesti, ki je v pojmovnem smislu strukturno nadaljevanje gospodarja in hlapca. Pa poglejmo, zakaj. Delujoča zavest, lahko bi rekli tudi hlapčevska zavest, saj je ravno hlapčevsko mišljenje po svoji formi delovanje, torej deluje. Dejanje, ki ga stori,
ima za dejanje iz lastnega prepričanja in ne prepoznava objektivne plati lastnega dejanja, torej učinkov, ki jih to dejanje proizvede v svetu. S tem, ko izvrši dejanje, ga izpostavi presoji drugega samozavedanja, ki vztraja v svojih prepričanjih o resničnem smotru tega dejanja. Strukturni drži zavesti, ki je v razmerju zoperstavljenosti do delujoče zavesti in ji ves čas razlaga smisel in pomen njenega lastnega dejanja v svetu, ki ga ona sama ne razume, ker pač zgolj deluje, Hegel pravi tudi presojajoča zavest. V dialektiki delujoče in presojajoče zavesti vidimo strukturo gibanja pripoznavanja. Opravka imamo s soočenjem dveh partikularnih zavesti, besondere Einzelheit gegen anderes Einzelnes, med katerimi se sproži boj za resnično interpretacijo dejanja. Presojajoči zavesti, ki ne deluje, a je vendarle v neposrednem razmerju do dejanja, ki ga stori prva zavest, se delujoča zavest kaže kot nekaj nizkotnega, zlega. To pa zato, ker zanika, da je dejanje, ki ga je storila, nekaj več kot produkt naključnih okoliščin in njenih lastnih subjektivnih nagnjenj. Zlo, ki jo očita, je dejstvo vztrajanja v lastni partikularnosti, nazadnje v navezanosti na obstoj. Seveda je stališče, iz katerega se presojajoča zavest izreka abstraktno, pozicija čistega, nedejavnega mišljenja. Še več, presojajoča zavest, ki delujočo zavest obsoja, da je zla, je tudi sama zla, saj spregleda dejstvo, da je vztrajanje v lastni poziciji že samo po sebi nekaj partikularnega in torej zlega. Za razliko od gibanja pripoznavanja gospodarja in hlapca, ki je že v izhodišču temeljilo na razmerju neenakosti in je bilo toliko neuspešno, je sedaj situacija strukturno gledano nekoliko drugačna. Med delujočo in presojajočo zavestjo se skozi pripoznanje dejstva, da sta obe partikularni, zli, dejansko vzpostavi enotnost in razmerje simetrije, ki je nujni pogoj za uspešno pripoznanje. Povedano drugače, v tem, da ne vztrajata v svojem prav, pač pa da obe pripoznata, da se motita in vzameta krivdo nase. Ich bin's, jaz sem zlo, pravita drugi. Je pripoznanje lahko uspešno in je protislovje samozavedanja končno razrešeno. Skratka, skozi neksus vzajemnega odpuščanja se lahko presojajoča in delujoča zavest resnično prepoznata kot dva samostojna individuuma.